Mi smo se pač odločili, da kadilnica ni škodljiva stvar v take lige, kakšne smo si tu predstavljali za tiste, ki ne kadijo. Za pasivne kadilce v sami restauraciji taka kadilnica ni nič obremenjujoča v smislu vdihavanja tobačnega dima. In na vse zadnje, zakaj ne bi to možnost dali? Vse prav veliko teh kadilnic ne bo. Ampak zakaj te možnosti ne bi dali, če s tem je zadoščeno vsem osnovnim ciljem in kriterijem za spremembo zakona in za zaščito mladih in pa nekadilcev, ki so v lokalih zaposleni in tudi ne. Tako, jaz mislim, da smo se tu odločili pravilno. Jaz mislim, da smo pravilno odločili. Meni je razno interesantno to, da že danes na postajah LPP-ja so znaki, da je kajenje prepovedano, ampak to ni zaprt javni prostor in me zanima, na podlagi česa je to sedaj opredeljeno. Na postajah ljubljanskega potniškega prometa. Na pol odprtih, ne? To pa bi težko odgovoril. To bi težko odgovoril, sej v bistvu verjetno je to samo upozorilo, da ni dobro kaditi tam, ne, sej. Ne vem, če to mogoče kaj sankcionira, če bo tam kadi, ne vem. Mislim, da ne. Po zdaj veljavni zakonodaji, če si prav predstavljam zakonodajo, v samih avtobusih, ja, ampak na postajah, pa ne vem. Ne vem, tega nisem niti opazil, niti ne vem, to zame nekaj novega, moram reči. Ne vem, da to tam je. Bi težko jaz bi rekel, da tam ni možno sankcionirati, tudi če to kadi. Zdaj, po zdajšnjih zakon je to ponovno, ne. Za koliko odstotkov pa nameravate podražiti cigarete, oziroma katera država mogoče je vzor? Če bi bilo to od mene odvisno, bi jih zelo podražil. Ampak ta odstotek je, ne vem, lahko govorimo, odstotek je odvisno. Sploh ne nameravamo za enkrat, se sem vam povedal. Jaz sem samo predlagal v neformalnem razgovoru od ministrica finance, da se o tem pogovarjamo, zato je seveda v kakšnem odstotku nemogoče govoriti, res to pa resno mislim, da bomo rekel, čim več, zato ker v bistvu na se zadnje, vendar toliko, kolikor je še v skladu z smernicami ekonomske situacije in pa v smislu podražitev, v smislu inflacije. Glede na to, da gospod Bajuk, kadi mislite, da bodo na ministrstvu? On je ves čas podpornik tega zakona.